mislim, prej pa ne moreš to produkcijo, ker bistveno vemo, da large language modeli relativno nekaj tvegaš, če ne boš zamejitev delal oziroma boš kar prepustil neke stvari. Tako da smo takrat mogoče se odločili, da je čas, da pa te storitve produktiviziramo. Mi smo v bistvu rekli, ok, gremo mi malo to zdaj obrniti drugače, začeti delati stvari na drugačen način, gremo delati kot produkt. In takrat smo zelo, se nam zdi use case pri AI-ju voice tista glaven, ne? Se je tekst pa vse to, ampak govor je res najbolj naravna oblika sporazumevanja z računalnikom ali pa z nekim robotom ali pa rečemo ta del. Ljudje bolj nam je naravno govoriti kot tipkati. Tako, in zdaj, če mi uspemo v ta del, kjer use case je še vedno velik, imamo podjetja, imajo klicne centre, ki sprejemajo toliko in toliko klicev, ljudje še vedno pokličejo za različne stvari. Če mi uspemo v bistvu na voice-u zagotoviti tako podporo, kot je recimo na tekstu že nekje tudi na voljo, se pravi, da se znamo mi pogovoriti s stranko, zajeti njene informacije, kakšne težave ima in to predati naprej za reševanje potem živim agentom, pomeni, da ne bomo več imeli potrebe, da ljudje čakajo v teh vrstah.